No, v zadnjem podcastu sta me Anže in pa Simon Ciranski iz Human Performance Centra prepričala, da je fino, da delam določene vaje za moč v fitnessu. Tako da sem se jim dovolila prepričati in grem zdajle do Blaža Klemenca, ki je trener v Human Performance Centru, da greva čez kineziološki pregled, pa da mi pokaže vaje, ki bi bile primerne zame. Tako da upam, da boste tudi vi mogoče lahko takole videli, kako izgleda kineziološki pregled, ker jaz nimam pojma. Moram povedati, da drugače nisem glih pristaš, ljubitelj fitnesa oziroma teh prostorov, kjer ogromno ljudi na kupu skupaj švica. Tako da me je bilo tokrat težko prepričati in upam, da mi ne bo pač žal. Evo ga. Blaž zamuja. Ne, sej ne zamuja, jaz sem bila malo prej tako, kot vedno, jaz sem vedno prej tako, da... Ja, se hvala Bogu. Danes v bistvu sem glih to hodila, pač najbolj govorim o tem, da nimam pojma, kaj je to kineziološki pregled, tako da v bistvu, ko mi čakam, da bom nekaj spet novega zvedla. Ja, sej, zato že sem prav nestrpna. To pa super. Ja, nimam pojma, kaj boš delal danes z mano. Ja. Blaž grme gre. Ja, pa mi nič ni hotel povedati. Se prav, ki boš na leg pres dejala? Ja, do 200 kil bom dala, veš kam, da me sploh 200 kil. Edina jezik bi rekli moji prijatelji. Torej, kineziološki pregled. Evo, sabo sem mogla imeti čisto osnovne stvari, ki jih rabim za fitness. Prav, evo, prinesla sem si sabo lepo supergice, pa za prav vleč, športno opremo, pa brisačko, pa seveda en bidonček z vodo in upam, da sem vse vzela, kar bom rabila. Evo, oprema, v kateri me glih niste navajeni, ja ne? Saj se tudi sama sebi zdi malo tako čudna, ampak okej. Šabi si skozi, kaj se tiče poškodb pa vsega ostalega. Toliko da ti ne dam neki določene stvari, ki so lahko za tebi mogoče neoptimalne. Ko imaš šla prvo na tekaško stezo, ima tvojo hojo preanalizirala, da vidimo, kako hodiš, če kaj pa svoje. Hodam mi tak na X, ne? Zdaj prvič tekla. Ja, sem tekla, dobro vse boli. Res? Tek preanalizirala, No. šla gibalne teste skozi, kar si gibljivosti tiče, pa verjetno kar jaz sem en programček sestavil, kako bi pa to lahko oblikovala, tako da bomo pač videla, bomo to naredila, kar se tiče žima, ali bomo naredila doma. Evo, jaz se že učim fitness fore, ključek na vezalke. Evo, zdaj ga bom dala semle. Evo. Evo, Blaž me premetava, razteguje, nateguje me ne, no, sam razteguje meni. Je že ful vroče, ampak zdaj šele prehajava na ta resne vaje, evo, me že preganja. Tako da akcija naprej, pa vse povem, zakaj se je šlo. Saj bom jaz to še parkrat, dvakrat, sam da jaz to malo nekaj pa se to že pojača. Tukaj ima zika tudi marki, tisto kar je moderno se. Tukaj boš najlažje pravi. Zakaj smo zvali leg press, zato ker počepo naprimer ti ne bi uporabljal leg. Ker počepo, če si press dala, kaj boš tako zelo prišla. Leg press imaš vedno varovala, če ne boš mogla razgovor, da se preceniš, se dosti ne slipa in tako. Ja, meni je tukaj že. Zato le. Ja. Kaj gremo? Sliši ide. Načelno, pri tebi nijamo dobenih načelskih meni, načelno lahko bi še podelali za različne dele, kot recimo. Če celo stranico vrnemo rahlo, ne? Bomo delali malo bolj, pa zdaj si pretiravala, čist rahlo. Čist rahlo. Zdaj si pretiravala, zdaj bo še jaz močen tudi na medijani, ne? To je notranji del. Če ga naravnost vrneš celo stranico, nekaj naravno se različice, boš malo reči, da sredinski, oziroma pač res cel kvadr, ki delalo, pa si ti prej delala. Je razlika na tam prej. Zdaj, če celo stranico vrnemo na motor, tako, boš počutila potreba gor, boš počutila stranski. Pomeni tukaj pač ne rajeva se igra za začetek kar, jaz bi kar naravno zdal. Res me je nažgal, z unim počepom si bil čisto pol. Kjer je počepom? Tukaj sem mogla čepet, tisto me je najbolj. Bo to za kar naprej, da gre za moč. Sam ni časa čepet. Ne časa čepet. Uno, da sem mogla dolg čepet. Ne, se vem, pravim, to bo za kar naprej, da se ješ taka 5 naprej.
Samo noge pizdajo. Ja. Tukaj te še manj ne bo delati. To je spet ta leva stvar, ne vem, kaj je malo desno. Mislim, da sploh sem z levo bolj čula. Ja, pa se bo dva tudi. To še gre, to še gre. Ja, sam se še zaenkrat odprem. Da boš videla približno, koliko je to verjetno. Jaz moram biti hoditi. Samo reči. Službo. Ja, kaj še gre, kaj še gre. Ne moram več. Še dala, dala. To smo zdaj približno na 1,5. Pa ne. Kaj še gre, kaj še gre. Daš ne moram več. Se pol boš tudi cenevala po tvoji verjetno. A je še eno narediti? Pazi. Dajmo še tole si ti gledam. Bom boš noge, stari, ko jaz prišla drug let. Pa sem pa na Karavansko uro, pizda, ne uro 12. Ti boš pogačala. Pogačar mene lovu, ne snega. Ojoj, fak, jaz to kar... Z Blažem sva vse posnela. Jaz sem crknjena, pa sploh še nič nisem delala orang. Tako da jaz mislim, da tole bo na koncu, bom jaz imela res noge pa mišice take, ki moram imeti. Ampak bo pa trajalo en cajt, pa mislim, da me bo kar fajn vse bolelo. A ne, Blaž? Ne, drugače je to super, pohvale. Ampak bo pa za to delati, ja, pa vse. Ja. Nisem čist invalid, ampak sem pa mal. Čist malenko. Ja, predvsem poznajo se posledice padcev na glavo, sva ugotovila. Z Blažem sva šla čez vse vaje. Mene ful bolijo noge, moram reči, da se mi kar malo tresejo. Tako da ja, zdaj v bistvu vidim, kaj pomeni res delati vaje za moč. Da delaš do odpovedi, da pač greš do konca vsakič. Tako da to je tisto, kar me najbolj zanima, tudi pravilna izvedba vaj. Čeprav nekaj malega, to že vsem poznam, sem včasih tudi na fitness hodila, ampak tukaj malo človek pozabi in tako da te eden upozori, kaj delaš narobe, je super. In rač zdaj akcija Najdem fitness, še ki mi bo všeč, imam 2 dni cajta, v četrtek začnem pa s temi vajami na polno. Evo, danes sem vsa polomljena, vse me boli, Blaž me je včeraj fajn namatru. Danes sem že dobila na mail, se pravi rezultat pregleda in pa že vaje, ki jih bom zdaj upravljala naprej. Tako da Blaž je bil res zelo odziven in zelo hiter, mene je pa ful zanimiv. Tako da zdaj malo tole študiram in začnem pač s fitnessom. Ja, jaz se pač vsake stvari, ki se lotam res tako, mogoče malo preveč znanstveno, ampak mene to tudi zanima. Pač kako vse te zadeve funkcionirajo, tako da zdaj vam sam na hiter pokažem, kaj je v bistvu Blaž meni poslal in pač zadeva je res super, tako da mogoče za tiste, ki ne veste, kako se lotiti fitnessa pa ta prave telovadbe vaj za kolesarje, je mogoče to tudi ena od zadev, da se obrnete na fante iz Human Performance Centra in vam tudi te stvari svetujejo. Ja, takole sem dobila izgleda ta izvid kineziološkega pregleda. Na enih določenih delih sem malo omejena z gibanjem, neki ne. Blaž je pohvalil, da sem še kar ok, no. Takole pa izgledajo potem vaje, ki jih je tudi Blaž posnel, se pravi v bistvu direkt konkretno vaje na meni, z mano in potem bom zdaj pač si pogledam samo ta video lepo za vajo in naredim vse te vaje, tako da meni je super. Tako da zdaj bom nekaj 2-krat na teden hodila v fitness, čez ta zimski čas, kar mislim, da mi bo čisto pasalo, da ne bo treba biti tako sam na trenažerju. Tako da se že veselim, pa bomo videli, kakšen bo napredek, če bojo drug let na začetku sezone noge kaj bolj močne.